za lansiranje projekta smo v preteklih mesecih že precej slišali. Z nami pa je danes gospa Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole HBC za Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Slovenijo, ki nam bo predstavila odzive, razkrila številke, te so zelo zanimive, in nas tudi spomnila, zakaj Coca-Cola vedno podpira dober namen. Gospa Ruža Tomić Fontana, dober dan, prisrčno dobrodošli. Dobar dan. Za mene je ovo danas najzahtjevniji dio dana, zaista. Jer danas imam jedan ozbiljan zadatak. Trebam opet nešto reći na slovenskom jeziku. Ako se sjećate, vidjeli smo se prije koliko mjeseci? 6 mjeseci. Tad sam prvi put govorila na slovenskom. Ono što sam primijetila da je moj tim ovaj put meni napisao teži govor. Kažu da je kao bilo dobro zadnji put. So bear with me. Spoštovani partneri, predstavniki medijev ter vsi podporniki in prijatelji projekta, dobrodošli. U družbi Coca-Cola je družbena odgovornost podstat poslovanja. Svojo odgovornost izkazujemo z naložbami in podpiranjem pobud, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi in okolja. Naša zgodba, zaradi katera smo danes zbrani, nosi močno sporočilo. Vedno podpiraj dobar namen. S to plemenito pobudo smo povezali različna podjetja in organizacije za dobrobit skupnosti, okolja in športa u Sloveniji. Danes proslavljamo epilog te zgodbe. U letošnjem letu u Coca-Coli Slovenija za izbrane 3 dobre namene skupno namenjamo kar 60.000 evrov. Velika zahvala gre tudi družbam Petrol, Mercator in Tuš, ki so prepoznale naš dobar namen in pristopile k akciji. U sodelovanju z njimi smo izbrali še dodatnih 7.000 evrov. Celotan izkupiček namenjamo zmagovalnim projektom. U naši sredini lepo pozdravljam predsednico Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, Anito Ogulin, in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca, te ostale sodelavce obeh organizacij in korisnike donacije. Predstavniki društva Morigenos so danes opravičili svojo odsotnost. Ponosna sam da podpiramo vaše poslanstvo in tudi tako dokazujemo svojo odgovornost do družbe. Dragi gosti, prisrčna hvala za vašo udeležbo in podporu. U imenu vseh sodelavcev vam želim lep zaključek leta. Naj se čarobnost in toplina prazničnih dni preljeta v leto 2020. Hvala. Hvala lepa, gospa Ruža Tomić Fontana. In iskrene čestitke za odlično izpeljano pobudo. Prav lepo je, da je epilog zgodbe še boljši, kot ste si v Coca-Coli zadali za cilj ob začetku akcije. Iskrene čestitke torej. In verjamem, da so k uspehu prispevali prav vsi deležniki. Svoj prodoren glas je akciji Vedno podpiraj dober namen posodil eden najvidnejših ambasadorjev slovenskega športa, Jure Košir. Kako je akcija prispevala k dobrobiti okolja, skupnosti in športa, bo sedaj razkril živo. Jure, dobrodošel, kar pogumno. Pozdravljeni tudi z moje strani. Veseli me, da s Coca-Cola Slovenije sodelujem že nekaj let. Družijo nas projekti, športni projekti, projekti dobrodelnosti in družbene odgovornosti. Vsi pa imajo neko enakost in to gre za človeško noto.
In prav akcija Vedno podpiraj dober namen je vsebovala vse te 3 note. Tako da sem z veseljem pristopil k sodelovanju. V preteklih mesecih smo naredili veliko delo. V denarju gre za 67 000 evrov, še več pa v namenu, v dejanjih izboljšati našo skupnost, okolje in podpreti mladi šport. Seveda gredo zasluge Coca-Coli za idejo in za izvedbo akcije. Zahvala pa gre tudi Mercatorju, Petrolu in Tušu, kajti vsi 3 trgovinski partnerji so bili pomemben člen pri uspešnosti projekta. In preko svojih kanalov so širili sporočilo slovenskim potrošnikom. Ker sem tudi sam zrasel v športu, mi je bil predvsem projekt podpore mladim športnikom zelo pri srcu, kajti vedno in vselej poudarjam pomen aktivnega življenja in zdravja pri mladih, prav tako pa pri celotni skupnosti. In to je vsekakor naložba v prihodnost. Podpora mladim slovenskim športnikom bo vsekakor utrla tudi pot novim slovenskim uspehom. In prihodnje leto je tudi olimpijsko leto, zato je ta podpora še toliko bolj pomembna. Velika hvala vsem, ki ste slišali oziroma videli sporočilo tega projekta in ki ste z nakupom izdelkov Coca-Cola podprli dober namen. Hvala lepa. Hvala lepa, Jure Košir. Zagotovo se strinjamo, da je bil Jure imeniten ambasador te akcije. Dobrodelnost pa niso le številke, statistike in preseženi cilji, so ljudje, narava in uspehi, ki jih pišemo skupaj. Danes bi vam zato namesto predstavnikov organizacij prejemnikov radi predstavili resnične ljudi, ki stojijo za zgodbami, ki jih ustvarjamo. Na oder zato najprej vabim gospoda Sama Lesarja, svetovalnega delavca iz Dijaškega doma Bežigrad, ki bo v imenu botrstva povedal, kaj donacija pomeni za njegove varovance. Gospod Lesar, prisrčno dobrodošli. Pri svojem delu se vsakodnevno srečujete s težavami, ki so neposredno povezane s finančno stisko otrok in mladostnikov. Kako zaposleni v vzgoji in izobraževanju sprejemate akcijo, kakršno recimo predlagala Coca-Cola? Zelo smo hvaležni, da ljudje želijo pomagati in da se organizacije spomnijo na to, da lahko pomagajo in da tudi upajo pomagati. Ko govorim o tem, da se vsakodnevno srečujete s stiskami, pretiravam? Vsakodnevno so stiske, ampak niso vse povezane pač s finančnimi težavami. Moje delo svetovalnega delavca je pač tako, da se vsakodnevno srečuješ s težavami, ki so lahko različne. To, kar je mogoče pomembno, da veste, je to, da so težave za najstnike, jaz se pač ukvarjam z najstniki, da je za njih to, da starši nimajo denarja, je včasih celo hujše kot to, da mogoče nima smisla živeti. To, da je to neka skrivnost ali pa neka taka blazno breme, ki ga nosijo in za katerega nočejo, da ve kdo okoli. Zato nikoli ne vabimo dijakov, da pač pridejo kamor okoli. Ja, seveda, ker absolutno tudi zagotavljamo anonimnost oziroma spoštujemo njihovo dostojanstvo. Še to, gospod Lesar, kaj vas motivira, da v bistvu svojo kariero, svoj čas namenjate mladim? Kaj dobite nazaj, no? Jaz mislim, da se to dosti težko pač opiše z besedami, kot je prej gospod Košir povedal, včasih povedal, ko se ga vprašal, kako se počutite, rekel, tega se ne da opisati z besedami, ne? Kot tudi jaz mogoče lahko odgovorim, da je to zelo močno, zelo dobro in en tak občutek hvaležnosti, da lahko si en umesen člen med tem, ki da in tem, ki dobi. Ja, športni novinarji se zelo težko izognemo tem vprašanjem o občutkih. Obljubim, da v nadaljevanju tega ne bom spraševala. Mlade plavalke, ki kmalu pride. Hvala lepa, gospod Lesar, in uspešno delo še naprej.
Zdaj torej prisrčno vabim na oder Nežo Klančar, našo izvrstno plavalko, kandidatko za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu. Neža je prejemnica štipendije OKS, poleg treningov, udeležb na pripravah in tekmah po svetu, tudi zelo predana v šoli. Bila vedno smo vas nekako postavljali za zgled, ampak najbrž si vsega tega, se pravi treningov, priprav, potovanj na drugi konec sveta, ne predstavljate brez donatorjev, pokroviteljev, brez štipendij. Kaj za vas, Neža, pomeni štipendija OKS, ki jo prejemate s pomočjo Coca-Colina akcije? Ja, zame, tako kot za vse ostale športnike, ta štipendija OKS pomeni zelo veliko, zato ker nam omogoča dodatne priprave, tekme, ki si jih drugače ne moremo sami privoščiti, naprimer tudi treningov z drugimi boljšimi plavalci iz drugih držav, in se mi zdi to res dobra spodbuda, tako da res najlepša hvala Coca-Coli. Ja, zelo pomembna je ta neposredna primerjava že na treningih s plavalci iz drugih držav. Plavanje je res globalen šport. Zdaj se odpravljate prav kmalu nekam daleč, lahko izdate? Ja, naslednji teden odhajam v Avstralijo k moji prijateljci, da bo opravljala mesečni trening skupnih priprav. Jure Košir je že prej zelo jasno povedal, da je leto 2020 olimpijsko leto. Kaj za vas to pomeni, Neža? Ja, vse posvečam plavanju, ker je seveda cilj Tokija 2020, olimpijske igre, da si res zelo želim in mislim, da mi bo uspelo. Hvala lepa, prepričani smo, da vam bo. Vse dobro želim. In zagotovo bomo tudi ta aplavz odmeval med kilometri in kilometri, ki vas še čakajo do Tokija. Ja, zdaj se najbrž že vsi sprašujete, skozi kateri vhod bomo pripeljali delfina, kajti društvo Morigenos deluje v dobrobit teh čudovitih živali. Dejstvo je, da v sladki vodi ne morejo dihati, zato do Ljubljanice ne gremo. Tudi tale prostor je malce pretesen za akvarij, zato bo danes v imenu delfinov preko video sporočila spregovoril Tilen Genov iz društva Morigenos. Lepo pozdravljeni iz Barcelone, od ekipe društva Morigenos. Zelo nam je žal, da ne moramo biti z vami v živo. Trenutno se udeležujemo svetovnega kongresa o morskih sesalcih, na katerem sodelujejo ljudje oziroma raziskovalci celotnega sveta. In tudi društvo Morigenos tukaj predstavlja izsledke svojih raziskav. In zelo veseli smo, da smo lahko sodelovali v projektu Vedno podpiraj. Hvala vsem vam za vašo podporo in hvala tudi Coca-Coli za podporo. Sredstva, ki smo jih pridobili skozi to donacijo, smo uporabili tako za raziskovalne aktivnosti na terenu. V preteklem letu smo pridobili na terenu ogromno podatkov, ki bodo služili kot osnova za dolgoročno varstvo delfinov v Slovenskem morju. Obenem smo pa ta sredstva porabili tudi za aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja javnosti, preko katerih želimo omogočiti boljše dolgoročno varstvo delfinov tudi skozi boljšo vključenost javnosti. V naslednjih mesecih vas seveda vabimo, da nas še naprej spremljate preko naših socialnih medijev, naše spletne strani, da se udeležujete naših dogodkov in nasploh zadev povezanih z varstvom narave. Če opazite delfine v Slovenskem morju, nas seveda pokličite, sicer pa lep pozdrav v Slovenijo od ekipe društva Morigenos. Hvala, seveda tudi te pozdrave z veseljem sprejemamo. Hvala lepa, torej, in zdaj napočil trenutek, zaradi katerega smo se danes zbrali. Čas je, da podelimo donacije. Gospa Ruža Tomič Fontana, Jure Košir, prijazno vaju vabim, da se mi pridružita na odru. Tako, morda, ja. In zdaj bomo povabili še predsednico Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje, gospo Anito Ogulin, ki bo sprejela donacijo v imenu projekta Vodarstvo. Kar naprej, kar pogumno. In gospoda Bogdana Gabrovca, ki bo donacijo sprejel v imenu Olimpijskega komiteja Slovenije. Kar oba prosim na oder.
Kot že omenjeno, Društvo Moregenos danes z nami nadaljava, ampak lahko ste prepričani, da bo delež zneska prišel v prave roke. Tako zgodovinski trenutek, torej še malce se nasmehnite, čez nekaj let boste zelo zadovoljni, če boste zdaj nasmejani. The little lamb, its fleece was white as snow.